Pozdravljeni na Goljufi Slovenija. Imamo še nekaj par stvari, ki bi vam jih radi povedali, ki bi vam jih rad povedal. No, prej sem vam lepo razložil za Merkur zavarovalnice. In tu mislim, da je že tretji ali pa četrti video. Tu, da sem strnem, to, če ste pogledali ostale video, veste, da so nam zavrnili izplačilo enega umivalnika, kljub temu, da je noter zavarovan in da je noter upisan znesek. Da je sanitarna keramika zavarovana po pogodbi do, mislim, da 350 ali celo 400 evrov. In da je umivalnik normalno sanitarna keramika. Da so nam zavrnili izplačilo dela strehe, oziroma pol so nam blagovoljno dali 170 evrov, ali mislim, da 174 evrov. Čeprav so kao nam že izplačali, čeprav po kvadraturi in po vsem tem niso. Da nam niso hoteli izplačati nadstreška, kljub temu, da so nam ga 5 let prej izplačali in da je bil zavarovan in da smo se mogli pritoževati. Tudi tu smo vam že vse povedali. Zdaj bi vam rad pa še povedal, da potem, kasneje, je prišel še pogledati cenilc, ta umivalnik, lepo sliko, nobene spornosti. Potem je še pogledal tam, ko je bil potres, ker smo imeli tudi zavarovan potres v tej hiši, v tem objektu. In so določene ploščice popokale, ko je bil potres, ne vem točno kdaj datum, par let nazaj. Potem si je pogledal tudi, ker je 2022, torej mislim, da 21. ali 22. Takrat med korono tudi spustila ena cev in je dejansko začel en del popalnice zgornje zalivati. Zgoraj je dol začelo teči preko stene. In takrat so najprej zahtevali od nas, da jim to seveda poslikamo, smo jim poslikali. Potem so rekli pa, da je treba najti nekoga, ki nam bo tu prišel odpreti ta strop, ker veste, da med korono je to skoraj nemogoče. Ne bilo. In dejansko tudi takrat niso imeli nobenega, takrat še ni bilo ta varianta, da si jih poklical, pa da bodo oni prišli to rešiti ali pa sanirati. In potem smo le kasneje, bi rekel, dobili nekoga, da je odprl ta strop in zopet poslikali, kljub temu, da smo ga klicarili ne vem koliko cajta, in nam je naredil pa ta predračun. In potem so, bi rekel, še poslali cenilca, da je prišel pogledati, in pa so rekli, ja, veste, tu bi mogli pa prej prijaviti. In nam niso hoteli tega izplačati. To je bilo tudi kar 2000 evrov do 3000, če ne še celo več evrov škode. Ker je pač zalilo normalno izolacijo v zgornjem štuku, kompleten strop je bilo treba zamenjati, kompletne obloge, stenske in bi rekel na tem delu, torej stropne in delno stenske. Ampak, gledajte, tudi za 2000 evrov na sodišče se z njimi ne gre. No, glede potresa so rekli, oziroma ploščice, tega nimamo zavarovanega, čeprav imamo. In celo moram povedati, da najbolj zanimivo, da ko so to ogledali cenilca, ko sem jim pač poslal te, bi rekel, to prijavo, zdajle zahtevk, da dejansko nam niso več odgovarjali oni, ampak nam je odgovoril kar odvetnik. Sprat, že na prvi zahtevk se sploh niso hoteli več nič pogovarjati, ampak dejansko nam je odgovoril kar njihov odvetnik, odvetniška družba. Tako da potem vam je to jasno lahko, da to so neverjetni goljufi. Tudi če vtipkate zavarovalnico Merkur pa Goljufi Slovenija, vam bo že prvi zadetek Googla, bi rekel, zgleda, da so se tudi tam potrudili, da so dejansko v Google upisali, da boste lahko najdeli, bi rekel, o njih kaj slabega napisanega in izrečenega, ampak da oni se trudijo preprečiti vse goljufije. Ampak seveda svojih niso nikjer omenili. Oni, bi rekel, samo nas, bi rekel, njihove zavarovance črtijo za goljufe, torej, in da jih mi poskušamo goljufati. Ne vem, kaj jih jaz poskušam goljufati, če cel poč. In pol oni zahtevajo to, tretje, četrto. Kaj jih jaz poskušam goljufati, če umivalnik, ki je zavarovan po pogodbi med sanitarno keramiko, poč. Kaj jih hočem jaz, če je potres in se je poškodba na ploščicah. Ne vem, kje je tle, bi rekel, kakršnakoli naša ali moja goljufija. Kje je goljufija v primeru, če pač toča razbije nadstrešek oziroma del strehe.
Se ga nisem šel jaz razbijati, ne. Res, da sem bog, ampak bi rekel, toče si pa nisem poslal, ne. In vidite, to so taki primeri, ne, tako da bi rekel, vi morate, bi rekel, začeti, če nimate ali pa če imate zavarovano hišo, objekte, stanovanja, karkoli. Morate razmisliti, v glavnem jaz vam vsekakor odsvetujem zavarovalnico Merkur. Zelo previden bi pa tudi bil pri zavarovalnici Generali, ker bi rekel, tudi pri njih smo imeli, bi rekel, kar zanimivo, ne, vse smo plačevali, nikoli nismo imeli z njimi, sploh nismo bili, bi rekel, imel sem edin kasko za bicikl, pa ta vis kolesar in sem ga, mislim, da enkrat ali dvakrat uporabil vis kolesar. In pa, bi rekel, tudi posnel en video, čist, bi rekel, poskušal sem jim, bi rekel, tam odpreti, kako bi bilo dobro delovati. In pa, bi rekel, drugače pa nisem pri njih nobene škode uveljavljal, razen asistence za kolesarje. In dejansko sploh nisem hotel naprej potem podpisati kaska za moj kolo več. Tako da prav zanimivo, ne? In tudi noben mi ni hotel razložiti, zakaj ne, kar je zelo zanimivo. Tako da enako tudi, bi rekel, tam sem tudi omenil, ne, še eno zavarovalnico Sava. In bi rekel, takrat smo pač mogli, tudi smo imeli negativno izkušnjo, se mislim, da je video še vedno gor, ker se njih tiče. In smo mogli iti na sodišče za tisti en telefon in seveda smo pa tudi to sodno izterjali. Zdaj se mi pa več ne da po sodišču hoditi za 200, 500, 600 evrov. In najemo tudi odvetnike in bi rekel, se s tem ukvarjam. Tako da jaz vam pač samo povem tisto, kar so moje izkušnje. Tako da jaz bi zelo, zelo globoko razmislil, predvsem zavarovalnica Merkur, Merkur zavarovalnica, no go. Če nočete imeti takih izkušenj, kot sem jih jaz imel. Potem, pri zavarovalnici Generali, pač tako, kot sem vam rekel, čudno se mi zdi, da mi noče noben od njih, ne, razložiti, zakaj nočejo, preprosto so me izključili iz vseh teh zavarovanj, ne. Sem pretvegana stranka. Prav. Čeprav nisem nobene škode uveljavljal, razen, kot sem rekel, asistence za kolesarje. Zavarovalnica Sava, pa tudi ukradli so mi telefon, tudi mislim, da sem tam, bi rekel, če med videe pogledate, to lahko najdete. In smo mogli iti na sodišče, da smo dosegli, da so nam ga izplačali. In seveda, tudi zato nas ne marajo verjetno, ne? Ker si upamo iti na sodišče, ker ne sprejmemo njihovih vehementnih odločitev, da oni imajo vedno prav. In takih zavarovalnic, ne, predstavljaj se, da vam hiša zgori, predstavljaj se, da vam stanovanje zgori in takrat, ko nujno rabite na zavarovanje, kam imate vse v pogodbi, da vam plačajo hotel, da vam, bi rekel, uredijo to, da vam zrihtajo to, takrat, ko jih nujno rabite, jih ne bo tam. To si predstavljate. Pač, jaz ne vem, ne? Jaz sem vam samo povedal to, kar so moje izkušnje. Ljubim vas vse, za goljufe Slovenije, od Francije. Iz prelepega morskega obrežja.